you are beautiful. Okay. Wow, sem to lahko rečem, wow, ful je dober, lejte, ful je dober. Ljudje, prispel v novo nastanitev, to je raj na zemlji, lejte. Raj, lejte, bazenček. Tako da zdaj prvič, kar sem tle, si bom vzel mečken frej, pa bom šel mečken zaplavat. Ejoj, kaj je lepo, kaj je lepo. Pol imamo še tle lepega kužata. So takoj prijatelja ratala, ne? Čist takoj so midva prijatelja ratala, ne? Ja, kužica je, ne? Bi nekaj rekel, pa ne bom, da ne bojo kakšne gledalke užaljene. V glavnem pri psih je tako, da so psička veliko boljše. Evo, lejte, kako je od zunaj, kako imam, lejte, kako lepo. Pa to je raj, lejte, raj. In lejte, tudi tle noter, to je vse. Kot moja uporaba, ne, mislim, ne samo moja, tudi drugih, tudi zajtrk imam tle vključen. Cena je bila 140 € za 3 dni. Evo, soba je pa tale moja. Lejte, če te da luč užgem. Lejte, prostorna, čista, dosti prostora, da dam tle kovček pa vse. Jaz sem ful vesel, lejte, jaz ne rabim čist nič bulga. Tuš, a ne, tle je WC, tle pa še tuš. No, se je še večja kopalnica, kakor sem mislil. Vrhunsko. Kaj pravite na tole, ljudje? Kaj pravite? Ne vem, sem rekel, da je 140 € za 3 dni, bilo to je okoli malo manj kot 35 na dan. Ne, malo 45 na dan. Malo manj kot 45 z zajtrkom, ne vem, če sem to povedal. Kaj pravite na to? Jaz sem navdušen. Gremo v vodo, mečkam sem predolg cajt čakal. Se je, pa je prijetno. Mečkano osvežilna, ma skoraj glih ta prava, bi rekel. Čeprav jaz, ko sem malo bolj zmrznjen, bi bilo celo boljš, če bi bila 2 stopinje več, ampak ima čez 25, tako da čist fino. Zdaj bomo pa kamero takole dal, pa da me malo posname, kaj jaz zaplavam. Takole, špegle dol. No ja, petindvajset ima, pa nič več, tako da grem kar plavat. Grem kar plavat,
Zato, ker če ne se lahko prehladim. Eno vprašanje imam za vas. Kaj mislite, preplavam pod vodo, ke do konca pa nazaj? Kaj mislite? Se vem, če bom preplaval, boste vsi rekli, da golfam. Pa ne golfam. Pejte pol še enkrat pogledat, malo bolj počas pa boste videli. Se me bo nekako odsev, se bo videl mene, pa verjetno tudi, kje se premika, pa tako naprej. Evo, da vam dokažem. Plavam pa naravnost. Evo, sem, bodo rekel, 2 metra zmanjkalo. Ja, videl sem te kamne spodaj, tudi težko je gledati, kaj je voda klorirana, pa sem raj ven šel. Tako da sem preplaval. Dobro jutro, poglejte, kakšen zajtrk me je pričakal. Kavica, mlek, mislim, to skoraj posod ti mleka ne dajo, lejte celo sadje, jajček, sokec, marmolada, po mojem, da je borovničeva, sir, salama, kavica, čaj, ja, vse, kar češ, pa še na taki lepi lokaciji, lepo s pogledom na bazen. Ja, boljš pa res ne more biti. Ljudje, po kakšnih lepih krajih se jaz vozim. To je sam užitek, vam povem, pa še tako je, ni meglic. Glejte, kako lepo tlele tik pred vami, ena taka zanimiva skalna formacija. Bom pol probal še iz kamero približati, tako da malo vidite. Dol teče zanimiva reka, tamle v zadju slab, ga pol tudi približal. Tamle gor v zadju, pa ta trenutek se ne vidi, je pa en ful zanimiv vrh. Mene je to ful lepo, ljudje. Tolejte narava. Noro dober, noro dober. Zdajle sem pa doživel hudo razočaranje, ki je v trenutku ubilo uno mojo prejšnjo navdušenje. No, naj povem, da tam, ko sem se zadnjič javil, sem se pol še ne 10 km, 15 pelal gor in se nisem nič ustavljal na teh lepih točkah, sem rekel, grem do gor, pa se bom dol ustavljal, da zdaj vidim, kako je, da pol tudi vem, koliko imam časa in tako naprej. No, in pridem gor in tle, 20 km pred argentinsko mejo, pa carina. Sem mislil, da bo šlo tako enostavno čez, kot je šlo tam, ker sem šel na un paso, ne vem, kako se je že imenoval, paso San Francisco. In pridem tam do ene ženske, carinice, pokliče drugo, ki je znala angleško, rekla, ja, lahko greste. Sem rekel, sam uradno ne želim stopati iz Čil zaradi rentakarja pa to, ne. Je rekla, ja, noben problem. In samo da moram imeti keh na drug okence, prav rekla 3 naprej. Pogrem 3 okence naprej, tam pa en stari zagoveden, in imam tam napisano, da bi šel rad do kaskade, kako se že, Mistika. On kaže, da je kaskada Mistika dol.
Sem rekel, ne, mu odprem Google Maps, kažem. Ne, dol. Zagrejen, stari tip, vidite, tak bi mogel čist takoj odpoved dobiti, pa še kazen plačati. Nama je bilo najbolj enostavno, da me ne spusti. Una je rekla, da sigurno. Pa sem še enkrat rekel, kazal argentinsko mejo. Ne, je bil kar malo odsoren. Vem pa jaz, da z uradniki, mu ne smeš ti reči, da nima prav. Ker zdaj, če bi pogruntal, da nima prav, pizda bi neumen izpol, On tle Čilenc, pa pizda ne ve, da ima 15 km naprej en ful lep, velik slap, Sem rekel, ko vam jebe mater in da mu res, da mu pes, da ga puščije ni vreden. Pa sem obrnil, pa šel. Tako da navdušen je zdaj šumal. Ampak bom pa kaj drugega mogoče zaradi tega videl. So bile pa gor najlepše stvari, To je pa res, tako da jezen sem, jezen. Tukaj sem že na eni novi razgledni točki, lejte, kanjon reke, zanimive tele kamnite strukture. Ampak dol nižji bo pa še bolj zanimivo, ko bojo slapovi. Sam upam, da bom čim bližji do njih prišel. Danes gre pa vse narobe. Lejte, tamle je en lep slap, lepa pot, pa zaprto. Pa lejte, na te strani isto, kele v neko dolino gre asfaltna pot, se človek zapeljal, če se že gor ne sme, Pa tudi zaprto. Tamle je še ena pot, kele, sem ni. Dol je ena pot, pa vidim avte, ne vem, kako so prišli. Tlele sigurno ne. Grem pogledat še malo naprej. Zdaj sem najdel neko cesto, ki me mogoče bo pelala dol. Pejmo. Bom dal tudi kamero na havbo, tako da boste videli, kakšna je ta cesta. Ste videli, konc je. In bi tudi probal pešiti, ampak je ograja. Vidim pa tamle dol še en parking, pa sem kar do tistega parkinga zapeljal. Red bi prišel do tistega slapa, sicer bo kar daleč, se ne vem kaj narediti. No, tukaj pa bo nekaj. Lejte, tle dol celo ljudje kampirajo, enega tipa sem videl, je mu pas za plezanje, tako da tukaj še nekje plezališče. Mislim, saj sten je veliko takih, da bi lahko bilo. Jaz sicer ne bom plezal, ne se bet. Ampak glejte, jaz bi mu želel prideti kele čim bližje tistemle slapu v daljavi. Ni tako daleč, kakor vam zgleda na kameri, ker pač GoPro oddali. Imam pa občutek, da je pa tamle kanjon in je noter reka, tako da do slapa nam prišel, ampak bi bil pa ful lep razgled. Čeprav me noga malo boli, bom jaz tule šel. Šel in z veseljem šel, tako da, lejte, tle gre celo človek z džipom dol, a se celo cesta dol, samo lejte, ne bom jaz tu po cest hodil. Oziroma, kaj pa če bi še malo pogledat? Kaj pa veš, morda pa ni tako slaba. Tlele je najslabša najbrž. Mislim, lejte, se rad sprehodim dokaj, ampak zdaj me pa gležen me malo boli, pa jutri imam ful velik hoje, pa kaj več bom videl, če kaj bližji pridem. Ampak velik ne bom riskiral. Oziroma sploh ne vem, če se mi tule splača, neč grem pogledat cesto najprej. Največ, da se ne bom hecal jaz po teli cesti. Sicer tamle pol naprej dobro zgleda, ampak lejte, tlele je pa kar žalostna. Pa tamle še bolj žalostna. Ma ne bom.
grem jaz raj, obujem merelke in grem peš. In bom na koncu še vesel, da sem šel peš, ker bom več prehodil. Lejte, unle hrib od zadju, kaj je dober. Pa tam od zadaj pa še en še bolj dober, sem ga pa prej videl. Evo, čas je, da obujem merelke in gremo na pohod do tistega slapu v zadju. To bo lušno. Evo, ruzak dal na rame in gremo hoditi. Tisti, ki me poznate, veste, da to rad delam. Je pa zdaj majčkeno drugače, ker me noga malo boli. Ampak bomo videli, kako bo šlo. Ne bom nič pretiraval, oziroma, kakor se poznam, zmeraj pretiravam. Leč, gremo, lejte, kakšno lepo pot imam kele proti unmu slapu. Mislim, to je meni božansko. Evo, prvi problem, na katerega sem naletel, reko je treba prečkati. Dobro, če se sazujem, grem lahko kjer če malo, lejte, tamle so šotorčki, tamle so kamni tako zloženi, da bi človek lahko rekel, da se da čez. Lejte, po drugi strani pa tamle, lejte, slab gor, tako da grem jaz kar do slapa. Ga itak hočem videti, pa bo tam mogoče lažje začesjeti. Kaj je tle lepo? Poglejte to. In tle ljudje kampirajo. Se pravi, tudi jaz bi lahko svoj šotor pripeljal. Ne, tu, če imaš več cajta. Pa tle 2 dni kampiraš. Lejte, imaš svoj privaten tolmunček, kjer se kopaš. Reka. Celo, če imaš malo boljši avto, z avtom prideš. Noro, lejte, tamle se pa eni matrajo, po mojem, da bi čez prišli. Bom šel jim jaz pokazati, kako se tu gre. Še z te strani slab pa tolmun, ampak najbolj pa snemam zato, da bom tele majstre posnel, kako so se čez spravili jet. Madonna, to so najbrž pa eni mestni otroci, ki jim ne gre tu čez. In bo stric Tom pokazal, kako se tu gre, kako 55-letni oldtimer gre tu čez, ne. Sezut se bo sicer treba, ampak bo šlo. Je pa paziti treba, ker se kamni premikajo. Stranje od GoPro-ja sem zgubil, nas tole, ki baterija pokrije, ki polne. Da bom to sploh najdu. Kaj sem glup. Hvala Bogu sem najdu, ampak moram zdaj za naprej gronte, da nam več tako trapasto polno. Že takoj ta GoPro bogi, pa še tole tle, da baterija ven gleda, to bi bil pa sem za stran več. No, čeprav to verjetno za 1 evro kupaš na Temuju. Sam naročiti pa dobiti pa vse, veš. Nazadnje sem reko prečkal takole polet v Črni gori, reko Mrtvico v kanjonu reke Mrtvice. Ko sem čez prišel, sem kačo srečal, ki se je sončila na kamnu, tako da ta video si pogledajte. Neč, bomo zagazali. Bomo. Priznam, da sem se čist preveč norce delal s telih fantov in deklet pred mano. Je kar težko čez prideti, zato ker so kamni drseči kalet. In drsi. In še tam, ko imaš kakšen kamen ven gleda, da se ga lahko prime, še dober. Če pa tega ni, je pa zazno. Zdaj sem pa že staglavenga. Tako da, evo. Je pa voda, 2 stopinj siguren ima. Tako da je bila primerna tudi za kopa, tako da, če bi jaz tle taboril, bi se sigurno kopal tle. Takole je zahoditi. Čist dober. Pa lepo. Sonce sicer pripeka, ampak gledajte, slab je če dalje bližji. Še malo pa bomo. No, nekaj kar še manjka. Tole zdaj je pa presenečenje, ne? Ker sem mislil, da sem že čist zraven slapa, ne?
Samo še tle malo grem. Evo, lejte, prideš pa na takole. In tamle nekje so prav puščice, da se točno tlele gre, ne. Se pravi, potrebno plezanje, ne. Malo težji zame, ker imam kolen uničen, ampak se pol vidite tudi potko dol, pa gre tam naprej, pa verjetno spet nekje to je druga reka prečkat, pa prideš do ke. Mislim, kakorkoli pobrneš, pa stvar zgleda tako zanimiva, da preprosto moram iti. Pa upam, da ne bom ketlel, ne bom. Evo, tudi to smo premagali. Šala mala, zdaj pa naprej. Bo treba še malo plezati, lejte, ni še konc. Ne, oziroma tlele dol bom šel, pa naprej po dolinci. So pa oni pred menoj, če grejo, tle so mi pa kar ušli. Zdaj sem se pa nazaj obrnil, pa vidim še en slab. Kam šel nazaj grede, bom šel bližji. Pa to je noro. To je slab slab, lejte, tudi tlele manjši, pa še tamle pol naprej je manjši. Bog ve, kam še vse tle videl. Noro, unle tamle bo pa zmaga čista. Poglejte, tudi tole zelo lepo. Pa tam odzad še tle sem sicer malo zgrešil, po mojem bom mogel jeti dol in tamle pol dol vidim potko, pa grem naprej, pa bo treba pa prečkat, da pridem tam odzad za tem hribčkom. Ali pa grem kaj dol naprej, pa pridem točno pod slap. No, zdaj sem pa res že bliz. Poglejte to. Slap za slapom. Pot pa kar taka. Zame kar izziv, ker težko hodim. Če se tlele kaj naredim, pa ostanem, imam občutek, da me ne bo jih malo najde. Tako da kar ful pazim, počas. In zdaj le veste, že malo gruntam, da mogoče pa fino, da me niso čez mejo spustili, ker tole je ful dobra zadeva. Sem vam rekel, da sem videl človeka, ki ima plezalni pas in lejte, to je plezališče. In lejte, plezaj tudi tamle, lejte, koliko je to previsna stena. Kitajskega v Sloveniji še nisem videl. Tukaj previsno, lejte, tamle ena ženska se ful dober matra. Te take ženske so meni všeč, športnice. Sem taka bi mi všla. Sigurno, ful dober tole. Mislite, da bo tlele šlo čez? Sem pa srečal eno luštno punčko, je prišla do mene. Jo bom probal na kamero dobiti. Ale pa nisem čisto siguren, če zajeti. Dragi gledalci, lejte, srečal sem eno simpatično Argentinko. V bistvu je ona do mene prišla, fino je, ker me nič ne razume. What's your name? My name is Florencia. Florencia. Yeah, Flora. You know for Slovenia? If I've been there? Yes, not yet. No, never been to Slovenia, but I really want to. Yeah, I heard very good things about the country. I will teach you few Slovenia words, okay? Okay, I'll try. Hvala. Hvala. Hvala, okay. What is that? This means thank you. Thank you. Hvala. 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 Nice. Lepo. Lepo. What is that? Beautiful. Beautiful, okay. So I know 2 words. Yes. Ti si lepa punca. Ti si lepa punca. This means you are beautiful. Okay, thank you. Ljubim te.
Again? Ljubim te. Ljubim te. Ljubim te. Ljubim te. Yes. What is that? This means I love you. Okay, come on. Okay, thank you very much. You're welcome. Evo, tukaj smo pa zdaj pri slapu. Tle bom dronček spustil. Po celi dolini boste videli, kako bo fino. Tako da komaj čakam, pa tle je fino, ker te ne more noben preganjati. Kakšen butelj sem. Lejte, dron mi je pol dol pred vzletu in sem zlomil propeler. Imam sicer rezervne seboj, sem jih nimam seboj in zdaj ne bom mogel posneti to fantastično dolino. Pa jebem ti Boga, glupi jaz, glup jaz. Ne razumem, kako sem lahko to glup kopiček. Ker mi je propala zadeva z dronom, grem pa peškale gor, ki je šla tudi Argentinka. Še zdaj ne morem verjeti, da sem tu glup. Ne morem verjeti. Evo, ker ni bilo drona, sem pa do semle gor priplezal, kar je tudi lepo. Bi bilo pa z dronom ful dober posneta tale dolina, tako da mi je ful žal, ne samo da mi je žal. Jezen sem na se, jezen sem na vse, mislim, bumbar je človek bumbar, jaz sem kdaj preveč hiter. Tako da ne vem, kaj ne rečem. Glejte, tole je pa tukšen sranje. Tu tako bode in pože čez roko dol dajem, še bodice dobim v prste in tu je zaznort, glejte. Zaznort. Da vam čisto iskreno povem, ker sem zmeraj iskren, bom tudi zdaj povedal, ker je prav, veste, koliko mene unič taka stvar, kot tole, ki mi je dron dol pol, ne. Ker zdaj me skrbi, a je z dronom kaj narobe. Dron je čist nov. Nov, sem ga kupil. In zdaj me sploh nič ne zanima več. Sam hočem je domov, mislim, sobo, da zamenjam propeler in da preprobam, a to dela ali ne dela. A ima še kdo take težave v življenju, kaj jaz? Take stvari hočem takoj rešiti. Osebno tukaj sem sam kriv. Oziroma sam kriv, ne vem, če sem sam kriv. Ne vem. Je pa vidite, ne, ta Mini 5, ne, tu je igračka. Pri temu Mavic 2 Pro, pa tu se propeler na zlom, če ga mečeš ob tla. Se vem, manj gramov ima, pa je pol tako, ne. Jebem ti Boga in te droni. In lejte, tukaj skrbi imam zaradi tega kurčevega drona, skrb imam na letališči, skrb imam, da mi ne bo tle kdo teži jutri, pa mi pa še dol pade. Po pičku materno dron je meni največji problem. Največji, največ skrbi mi povzroča. Tako da današnji dan ne bo glih dober zapisan. Oziroma morda pa bo, nikoli ne veš. Tole simpatično Argentinko, ki sem spoznal, ne, je rekla, da me bo na Instagramu dodala, je slikala moj ime, priimek. Veliko potuje in je rekla, da enkrat bo tudi v Slovenijo prišla. In jaz jo bom povabil, da pride v Slovenijo in bom dal zastonj apartma na Golteha, kot Pošice za par dni. Vejte, pol, kam šel pa jaz v Argentino, ona iz Buenos Airesa, imam pa jaz v Argentini enega človeka, ne. Veste, ko je tu fino, da imaš v eni državi enega človeka, ti ki pomaga z nasveti in tako naprej, ne, tudi tak mest, ki je Buenos Aires, ne, lahko ti vse prej naštudiraš, pa nič ne veš, ne. Če pa en domačin malo kul pele, pa je tu pa čist nekaj drugega. Pa pol imaš tudi dostop, da spoznaš ljudi, te navadne, pa tako naprej, ne. Tako da mogoče se bo z tega pa kaj dobrega razvilo, tako da mogoče je pa današnji dan super dan. Mogoče. Ne vem. Ne, se zdaj ura je tudi že nekaj, ne, jaz imam več kot 2 ure z avtom do
bajte. Junij sem še nič po fruštku, do avta imam več kot 1 uro, še tam tisto reko prečkat, tako da mogoče se še kje vmes ustavim, pol pa te pridrom probat, pol šele jest. Kaj pravite na to? Kaj pravite na vse to? Se mora človek na potovanju sekirat, ma ne gre vse skupaj nekam. Malo sem zašel, sicer sem vedel, da sem zašel, pa sem namerno šel, zato ker sem že gor iz ceste videl tiste most in z nekom šel čez most, da se mi ne da, ni treba sezuvati. Sezuvati se mi pa tukaj ne da, zato ker imam cel kup unih, ki sem jih vam prej pokazal, unih tistih trnastih bunkic, ne. Tako da grem kar tlele čez. Hladim breskve pa pijačo v hladni vodi. O ne, prasci pokvarjeni. Glejte, vrata imajo, pa so zaklejena. Barabe, barabe pokvarjene. Barabe. Zaklenjeno, ja. Glejte, pa še pri straneh vse zaprto, ne, da bi saj pustil, da greš. Veš, ne, so še aha, je tle se najdu heroj, pa je tole odprl. Proklete barabe pokvarjene. Prispel do avta. Jaz ne vem, kdaj je ura, kdaj je cajt minul, ne. Ura je že 7. Sonce je še visok, ampak ko to hitro mine. No, zdaj grem v namestitev in če dron normalno dela, pa bom rekel, super dan je bil danes. Če pa ne dela, bom pa slabe volje. Sem pa sam nekje na poti, drugače sem čist dehidriran. Malo pozabim pet, pa tako naprej. Na poti si eno Coca-Colco kupil v Pixni, ker tu nimaš božga Coca-Cola. Samo ne smem zaradi putike. Še problem je, ker sem dehidriran, še tega magnezija nisem vzel. Mi ga počas zmanjkuje, pa pol kar pozabim vzeti. Jutri bom pa še več prehodil, ka pa nujno že danes zvečer ga moramo vzeti in jutri zjutraj. Ker drugače me kar če prijemljajo. Čutim že malo, da me malo najeda. Drugače pa sem pa ponosen, koliko sem prehodil. Sem ponosen zaradi gležna. Mislim, 10 km sem sigurno. Prej sem gledal, kaj ti slab delač Madonna, pa šel sem tako v uju, ne. Sem naredil trikrat več, kot je zračne razdalje. Tako da, če z dronom vse ok, je bil super dan. Čeprav sem bil namenjen domov, sem tlele videl, da ljudje hodijo nekaj dol gledat, sem se že men pelal naprej, pa sem obrnil, sem rekel, če sem že tle, grem pa še tole pogledat. Bog ve, če bom še kdaj tukaj, ne. Tako da pač prišel bom po noč nazaj v sobo, ampak nima veze. Nima veze. Gremo še tole pogledat, kaj je. Mi je una Argentinka razlagala, da je neki hud slab, najbrž. Najbrž, da je to, no bomo videli. Tukaj teče ena reka in tamle najbrž mora biti slab in po mojem, da veter gor piha, ker je tle kot da bi dež padal. Prav, sem gledal gor, če dež pada, pa ne, sem čez moram pridati. Večkrat sem zgrešil, ampak bo. Glede, da je ta ledilca tle, sem prepričan, da nisem zgrešil. Še malo. Sicer tudi tamle je ena pot, se ne vem, kje je boljš, bomo videli. Noro, lejte, slab dol pada, pa hkrati, ko veter gor piha, lejte, pa kar dež dela. Tako da tlele v bistvu kar dež pada, tle dol pa prepet, Bog ve kakšen. Tle se bom jaz kar lepo usul.
Pa tako, lejte, zalilo me je čist. Lejte. Se mi je GoPro zmočilo. Madonna. Veste, kaj imam problem, ne? GoPro imam šipco zad razbito in če mi pride vlaga, je problem. Je tu bil pa kar, telefon je čist zmočilo, je bil pa kar orenk dež. Ljudje, čist sem gotov. Čist. Po celih nogah, posod imam te bodice. Od unga strane, ki sem prej kazal. To bom še več dni posledice čutil. Zdaj grem pa provat dron spustiti, če bo šlo. Da vidimo. Jel sem pa samo zajtrk, pa tiste 3 breskve sem pojel. Zdaj mi je prepozno za jesti, tako da ne bom jel. Naporno. Zdaj bom pa probal, če bo dron vzletel. Samo vse 4 propelerje zamenjal. Tako da bom videl, če bo. Bom pa kar tlele kamero dal, da boste videli. Kakor ste videli, hvala Bogu, normalno dela. Ena skrb manj. Tako da jutri pa bojo dron posnetki. Zagotovo bojo. Sam bolj moram paziti, da nam tako trapasto, kakor sem danes. Dober dan. Evo, nov dan, nova doživetja. Zdaj sem se 2 ure vozil, da sem semle prišel. Tle sem se zdaj kar 15 km vozil, ker sploh na Google Mapsu ni bilo ne ceste, ne nič. Niti interneta, niti nič, ampak tukaj pa začuda je. Tako da je fino, da lahko malo pogledam, da si lahko malo lažji plan naredim. Sej plan sem že prej narejen, ne? Ampak veste, ko prideš na plac, pol šele vse vidiš, kako je to, ne. No, zdaj od tle naprej se pa res ne da več z avtom naprej jet. Sem pa prišel tle do ene reke, kjer se ljudje veselo kopajo, lejte. Reka gre pol naprej. Gre pa tudi še tle, tako da jaz bom šel kale malo naprej, ali pa mogoče celo tle. Ful bom šel naprej, da pol tu drona spustim, da v miru, da ne bo tako kot včeraj. Tako da ja, lepo. Poglejte, kakšna lepa plasca, no, sicer raj, če bilo malo manj smeti, se jih ni tako veliko, malo pa je, ne, bi bilo pa še mnogo lepše. Glejte, kakšen lep tolmunček. Wow, super, pa tamle naprej se tudi nadaljuje. Tle je pa res ultra lepo. Tole z dronom zdaj lepo snel. Fantastično, lejte. Se ne vem, če bi se šel tudi jaz skopat. Bi se šel, samo vem, da imam še ful stvari za videti. Je pa vsem dam tu prej, da vidim, kakor pa da uživam. Pa sem prvič, vsaj približno resno zalaufal dron. Kakšni so se vam zdeli posnetki? Danes mi je še bolj škoda, da mi včeraj nisem posnel, ker včeraj bi bilo pa noro dober, ne. Ampak ne moramo za nazaj jokat, ne. Je pa tako, ne, s tem dronom, ne. Tu si skozi živčen,
ti bo dron dol pol, te bo kdo lovil, bo šlo kaj narobe in tako naprej, tako da verjemte mi, tu res ni lušen del, ne. Takole s kamerco je veliko boljš snemati. Če je Google zemljevidu za verjeti, potem bi tukaj nekje mogel biti en slab. Parkiral sem kar tamle ob cest, še malo naprej, ne boh ve kaj dober, ampak takole tole je maksimalno 5 minut hoje, če drži, ne. Tako da se ne sekiram glih, upam pa, da pridem do tistega slapa, katerega imam v namen videti. Tole je pa vse skapen sranje. Celka po graj, tako da zdaj sem še v to ograjo not prišel, da še ven ne morem. Pa kje ste vi najdeli mene jebat? Kje ima je tu slabo označeno? Pa to je za znort. Tamle ful lep slab, po mojem najlepša zadeva, tle za videti. Če seveda tu tle na Google vse drži, ker tudi včasih kaj ne drži, ne. In nič označeno. Se bom še mečken v drugo stran sprehodil, če bo ok, če pa ne bo, grem pa lepo kaj nazaj, imajo tam neke informacije, kakor sem videl, oziroma morda je v bistvu sam so prodajali sobe, ampak to ne pomeni, da jaz ne morem je to vprašati, kje je ta slab, kako pride do njega. Morda pa čist kje po drug stranka, pa veš. Evo, zdaj sem menda pa najdel. Tam sem eno prijazno punco vprašal in je rekla 3 kilometre dol, pol... Kakšne slapovi ljudje! Nisem kamero obrnil, sem pa videl. Wow, tole moram jaz parkirati. Joj! Noro dober. Noro dober. Še tle upamo, da bo tako fino zaparkirati, lejte. Vse bo. Kaj bo tole dober? Če bi tle še dobil človek eno empanado, tako dobro, da je poje, bi bilo pa še boljš. Bi bilo pa idealno. No. Kakšne trapaste imajo? Tamle je vstopnina 4 evre, ni problemu vstopnina. Ne smeš prvo, ka se bojo vzeti, ne. Sem rekel, če lahko kamero vzamem, ne. Pa je rekel, da lahko. Jaz bom pa drona vzel, tako da bom videl, če ga bom zajebal ali ga ne bom. Uspelo, sem ga nategnil, čeprav ga nisem hotel, ker je bil prijazen fant, ne. Ampak se s tem bo nič ne škodujem, ne, tako da. No, zdaj pa 3 kilometre hoje, ful rad hodem potem takih poteh, še hosta je, oziroma gost, da ne boste rekli, da ne govorim pravilno slovensko. In tu ful rad hodam, se pravi 3 kilometre sem, 3 nazaj, tako da se veselim tegale. Sem vedel, da so spočalo sem lejit. Tukaj je kar en tak, bi rekel, kar več slapov eden za drugim. To je eden, pa pol dol mende so še, pa tudi gor, jaz sem jih z unga mosta videl, ne. Tako da zdaj mislim, da gre tole še naprej. Gre super, moram povedati, da mi tu tudi zelo všeč po takem le hoditi. Tako da uživam, sem to bom rekel, uživam. Poglejte to zaporedje slapov. Poglejte. Poglejte, pa še nadaljuje se. Mislim, vam bom čisto po pravici povedal, ful me je strah tlele dron spustiti. Še tako nevarno je, tudi če mi pade kje, ne, je gotovo. Tega ne morem več dobiti nikakor, ne. Pa do zdaj sem dvakrat z njem poletel, ampak za tole moram riskirati. Moram, tako da bom probal čist na hiter, hkrati se pa tudi zbrati, da nam kakšne neumnosti naredil. Ker takrat, ko hitiš, lahko kakšno neumnost narediš. Mislim z dronom, pa da mi pol pade, pa pa tretji, pa četrti. Tako da gremo.
Evo, vse pripravljeno, samo upam, da se sateliti poveže, ker je pač malo kotline, kanjona, pa samo gas, nekaj bo, menda bo. Kakšna živčnost ljudje, lažje bi šel do ene ženske, pa jo obgovoril, pa tole. Kakšen stres. Kakor ste videli, je snemanje z dronom uspelo, a niso hudi posnetki. Pa to še ni vse. Sem tudi ta dron ima, da pokončno snemam in sem tudi pokončen video posnel. Tako da tega lahko pa na Instagramu pogledate. Na Instagramu me najdeš po Tomaž Gorec. Pa lejte, ob tej priliki vas tiste, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, vas prosim za malo podpore, dajte se to naročiti. 3 sekunde vam vzame, še ne, sekundo. Dajte, meni pa veliko pomeni. Vidite, kako se matram, koliko straha je, ko snemaš tole z dronom, tako da to naročnino si pa menda zaslužim. Dajte stisniti tisto naroči se, pa pol še zvonček kliknite, da boste obveščeni, ker bom kakšen dober video objavil. Nekaj uškuje vse skapratelo. Aha, tlele bo spet en slab, spet takale ploščat, kar je super, piše, da maksimalno 20 ljudi lahko gor, če nas se lahko podre, da vidimo tole. Še en slab, tudi ta hud. In lejte, tudi tle bom drona spustil, čeprav imam na bateriji samo še nekih 10 minut časa, samo na hiter naredim, pa zdaj bo še cel kup ljudi prišlo, evo, 2 že prehajata, glih one 2, ki ste me prej videla, ampak bom počakal, da ta šla, spet stres, brezvezen, nič, lepo. Še en vrhunski slab, vrhunski. In lejte, noter še manjši slapi na vse strani. Tole mečkan iz kamero posnel, da malo približam, boste videli. Bi pa tole tudi bilo z drončkom dober posnet. Samo skor nimam jajc, ki tlele ful ljudi, tudi teh, ki delajo tle. Tako da glede na to, da sem dobre posnetke, da me že naredil, se nam šel zdaj zajebavati, da imamo kakšne težave. Iščem še en slab, pa mi ga nikakor ne uspe najdeti, pa ne sem tu. Jaz bi zdaj predvsem rad obrnil pa šel nazaj. Zdajle, če met nazaj, imam 2 kilometra rikverca po takih cestah. Tako da bom še kar riskiral, pa grem še kar naprej, da bi nekje najdu, da obrnem. Samo to si zdaj želim. Na slab sem že pozabil. Hvala Bogu, tukaj se bo pa dalo. Hvala Bogu. Lejte, so pa celo tle neke koče vdajajo, ne. Tle mogo biti en velik slab, samo lejte. 45 minut ga že iščem, pa lejte, ni. Zdaj, ko grem nazaj, sem pa še na nekaj pomislil, ki prej nisem.
Kaj, če se slučajno naredi, da koga nasprot srečam? Pravim, 3 kilometre je, ki ni bilo možno obrniti in skoraj bi se upal trditi, da tudi srečati skoraj nemogoče. Se ne spomnim placa, tako da bom zdaj kar pohitil. Ljudje, točno tukaj me je pritisnilo na WC, stopam jaz ven, začnem upravljati malo potrebo in vidim slabček tamle. Sicer lejte, pot je zaprta tamle, če ne vem, če vidite, en majster zaprl, mogoče gre pot kje druge. Samo veste, kaj mi jaz naredil? Jaz bom kar drončka spustil. Čist na hiter. Pa je. Kamorkoli postavim drona, na tle je prah. Prah pa se veste, ni dober v teh motorčkih in tako naprej. Sem ga pa kar na streho avta postavil. Zdaj sem tle sicer dva sta šla mem. Sta rekla, ne grem peš, da je ful lepo. Pa sej bom šel, ne, ampak bom te pri drona spustil. Ni še konc slapov. Tle, ko sem se pelal, vidim parkirane avtomobile, sem rekel, neč, grem pogledat. 2 evra je vstopnine, drona nisem seboj jemal. Rad bi danes prišel ta prav cajt domov, da bi po kakšnih 5-6 dneh večerjo pojedel. Noro. Lejte, se ne rabim drona. Se jaz snemam kot dron. Aha, sem sprehodil do dol. Kaj se je super tle kopat. Vidite, a lejte, en pa ima tamle drončke. Tako da le niso tukaj alergični na to. Tudi tamle sem videl, so se ful kopali. Ful je dober ljudje tukaj, ful. Ampak jaz imam zadnje dni skusen slab občutek, da nekaj zamujam. Da nekaj zamujam. Zamujam pa tu, lejte, skus hitim. A pa bi še tu, joj, nimam cajt. Tu me tako žre. Ne, in tudi, lejte, če bi bil jaz v penziji, ne. Če bi bil v penziji, da bom cajta neomejeno, bi lepo danes, ko bom prišel v svojo namestitev, ki je tukaj super, pa bazenček, pa se ste videli, bi jaz tam lepo ženski dal 45 evrov, pa bi še en dan bil. Pa bi par stvari, ki moram nujno narediti, naredil jih. Mal bi se tam v bazenčku kopal. Ob ene 5 popoldne bi si dobro večerjo privoščil, ker ženska res dober kuha, se že po zajtrku vidi, pa vidim, ka drugi jejo. Na včeraj sem prišel ob 9, pa so drugi jeli, ampak jaz tako pozno ne morem jesti, pol ne spim, ne. Tako da, Bog daj čim prej penzije, da namesto, da bi šel za 3 tedne dobre, da bi šel za 2 meseca. Aha, še en dan. Bomo, ni problema, ne. Tako da ja, neč, zdaj pa še dol pogledati. Wow, sem to lahko rečem, wow. Ful je dober, lejte. Ful je dober. Ful je dober in, lejte, ful dober naredijo. Lejte. Ful dober naredijo s tem lesenem zadevam pa to. Rečemo, če zdaj primerjam Vietnam od lanskega leta, ko sem bil. V Vietnamu bi naredili tle dol, da te z dvigalom pelejo. Sigurno. In pol take stvari čisto zajebejo. Vejte, koliko ljudi. Se grem tu dol. Ful je dober, ej. Ful je dober, ni? No, je tudi res, da sem jaz izreden ljubitelj slapov, tako da nad slapom sem jaz takoj navdušen. Ne? Ker vsak je malo drugačen. Evo, zdaj sem pa čisto dol prišel. Sicer je to že čisto senc, vidite, prej sem tamle gor bil, ker sem rekel, da ne rabim drona. Ljudi ogromno uživajo, lejte, noro dober, res noro dober. Evo, tako da se pa ljudje kopajo pa tle v zgornjem toku, kar je mogoče še boljše, še lepše. Ne, če sem pa zdaj gor prekorakal, grem ven
Prej sem malo jambral, da nimam cajta. Naj se pa še nekaj pohvalim. Pohvalim se pa lahko, da danes pa ful dober hodim. Najboljš po poškodbi, nikoli še tako dober. Bi rekel 95% normalno hodim. Veste, 100% je težko. Jaz sem en mesec pa pol šepal, ne? In z tega šepanja jeti na nešepanje, tu se navadiš, to avtomatsko delaš tako, ne. Zgleda je pomagalo, ker sem včeraj veliko hodil, pa sem razgibal, čeprav me je zvečer malo bolelo, ampak razgleda, da je treba razgibavati. Tako da, kar se pa tega tiče, sem pa ful vesel. Nič, zdaj pa koči pevajoči, pa nekaj pojeste. Prispel domov, bom rekel, in me pa spet nekaj zaja. Šefica ni, je pa tle cel kup ljudi in ima izgleda neki piknik, jim je dala v najem, tudi roštilj pečejo, ful lepo diši. Tako da danes pri šefici ne moram večerje naročati. Tako da še en dan brez večerje. Hvala Bogu sem si v eni trgovini 5 km prej kupil eno Coca-Colo piksno, sem rekel, za užitek, da jo spijem. Ker sem Coca-Colo res rad, sem jo drugače ne pijem, ker ni dober ne za putiko, ne na nič. Sem pa želih tam videl ene arašide, pa sem vzel, tako da sem se nekaj najel. Pa mečkam sem šel zelo kopat, tlele, pa bo. Nimam sreče, nimam. Odhajam iz tega čudovitega kraja. Zdaj imam ene 5 ur vožnje do Santiaga de Chile in tam imam 4 nočitve. Imam še veliko zanimivih stvari za pogledati, ker iz Santiaga, tu so predzgor Andi, hribi, doline, smučišča, je veliko za pogledati, tako da bo to še prehitro minilo, se pravi 3 dni imam tam sam. Računam, en dan bom šel v ene terme, pa v ene doline, pa to, en dan v eno smučišče, en dan pa malo po Santiagu, pa bo to hitro minilo. No, moram pa po pravici povedati, da tukaj mi je pa kar malo težko iti. Pa lejte, nezanimivo, kako je tle gospa naredila si fino, koliko ima kapacitet. Lejte, tle ima kot neke glampinge, take lepe hiške. Ne bom preblizu hodil, da ne bojo ljudje mislili, da njih snemam. Lejte, tle 2 hiške, tamle kot neka mobilna hiška. Mislim, ni mobilna hiška, nekako tako. V glavnem, ženska orang biznis dela, ne. In tle, čist, še vas ni tle. To čist nekje pustinja, ne. In lejte, lepo zrihtan, tisti bazenček, ko ste ga prej videli, zmaga. Tako da, res ima super, no, tako da, vidite, kje vse so priložnosti. Sem pa nas se tu teži, ne, ker mogo dobiti milijon dovoljen, ki bi te koštale ogromno denarja, ne. Potem se pa sprašujemo, zakaj vse tako drago. Ja, zato, ker država veliko požre, pa zaradi nič drugega. Nič, gremo naprej.